Zakaj na naprej? Zato, ker so časi, v katerih živimo, izredno dinamični, zato, ker se novinarstvo tako rekoč na letni ravni spreminja. Festival ponuja širjenje obzorij, kar je pravzaprav tudi dolžnost vsakega novinarja, hkrati pa tudi druženje s novinarji, ki jih morda ne srečujemo na terenu. Medijski festival Naprej Forward je v bistvu obvezno za vse novinarje, zato da slovenski novinarji na neki točki več ne bi kot Cankarjeva Franska tekli za vozom, da ne bi tekli za časom, da ne bi bili tudi v tem smislu zgodovinski zamudniki, ampak da bi v bistvu imeli možnost živo videti ljudi, ki delajo v tistih svetovnih medijih, za katere danes rečemo, da so trendsetterji. Jaz mislim, da vsak novinar absolutno ne sme ostati doma, ko je medijski festival Naprej Forward, zato ker je to nažalost edini tak dogodek v letu, ko lahko novinarji spremljajo, kaj počnejo njihovi kolegi, se učijo dobre prakse, se učijo od tujih novinarjev, poslušajo njihove izkušnje, zgodbe in mogoče dobijo kakšen navdih oziroma idejo, kako bi lahko svoje delo izboljšali. Jaz mislim, da je prav, da pridete na naš festival, zato ker moramo novinarji odločno, glasno, tudi odgovorno govoriti o svojem delu. Na naprej zato, da se naučimo dobrih praks, da se naučimo dobrih praks iz tujine, da jih prenesemo v slovenski prostor, da bodo poslušalci, gledalci, bralci z nami še bolj zadovoljni, da jim ponudimo nekaj novega in da se seveda razvijamo naprej, da smo solidarni med sabo, da se družimo in da skrbimo, da bo novinarstvo iz dneva v dan boljše. Na festival Naprej Forward torej tudi pomoč za sodelovanje, za povezovanje, izmenjavo izkušenj, skratka za neko opolnomočenje kot posameznih novinarjev, kot tudi novinarske skupnosti. Razlog, zakaj je treba iti na festival, zakaj je treba naprej, je ekstremno preprost. Zato, ker gre svet nazaj, ker smo degresivni, ker smo regresivni, ker se zbuja fašizem in le v neposrednem, radikalnem, angažiranem, aktivističnem žurnalizmu je prihodnost. To je vse.